Sedaj pa v studiu lepo pozdravljam dr. Rubena Sipoša, ki je od leta 2014 zaposlen v Googlu v Silicijevi dolini. Te dni se mudi v Sloveniji in ima zaradi obiskov številnih ustanov, med drugim tudi Škofijske gimnazije v Mariboru, ki jo je obiskoval, zelo natrpan urnik. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdrav. Bili ste diamantni maturant na Škofijski gimnaziji v Mariboru, za dodiplomski študij pa ste si izbrali interdisciplinarno kombinacijo računalništva in informatike v Ljubljani, kjer ste diplomirali leta 2009. Potem pa se je zgodila Amerika z doktorskim študijem v New Yorku. Ali je bila takrat to edina logična pot za vas, ali ste morda sprva le nameravali ostati v Sloveniji, delati in živeti tukaj? Sprva v resnici niti nisem vedel, da imam kakršnokoli drugo izbiro kot Slovenijo. Nameraval sem nadaljevati moj študij v Sloveniji, nato pa sem se pogovarjal z nekaj profesorji in ostalimi ljudmi, ter izvedel, da je v resnici možno dobiti štipendijo in se vpisati na ameriško univerzo. Zato sem tudi poskusil in sem bil sprejet in zato tudi odšel na Cornell. Kar je bilo po eni strani veliko presenečenje zame, po drugi strani pa velik izziv in zelo zanimiva izbira, ker že leta prej sem razmišljal o tem, ampak nikoli se mi ni zdela kot realna opcija. Pa vendar, glede na to, da ste bili res odličen študent z visokimi ocenami, so najbrž bile kakšne ponudbe za delo tudi na tukajšnji univerzi? Dalo bi se najti pozicije tudi tukaj, ampak definitivno sem želel nadaljevati moj študij, zato ker me je ta smer zanimala in sem želel najprej še izpolniti moje znanje in ne takoj stopiti na neko delavsko pozicijo. Kako je prišlo do sodelovanja z Googlom in kaj pravzaprav počnete tam? Po končanem doktoratu sem se prijavil na kar nekaj različnih podjetij in dobil dokaj dobre ponudbe iz večjih strani, vendar med njimi se je izkazala Googlova ponudba za najboljšo in najbolj zanimivo, tako strani pozicije, kaj bi počel, kot tudi tima, kateremu bi se priključil. Tako da sedaj delam na Googlu, v resnici delam na YouTubeu, ki je del Googla, in skrbim za izboljšave v iskanju. Torej, poskušam doseči to, da ko ljudje nekaj iščejo na YouTubeu, svoj video najdejo čim hitreje in tem lažje. Koliko časa preživite na delovnem mestu na dan? Osebno se poskušam približno nekje uskladiti moj delovnik in zasebno življenje, zato ker vem, da če stopim čez nek prag, ne bom bolj produktiven. Zato ponovadi, recimo preživim tam okrog 9 ur na dan v službi. Še včasih delam kaj malega od doma, drugače pa ta tim, v katerem sem ima dokaj normalne delovne ure. Kako gledajo na vas kot Slovenca pri Googlu? Najbrž niste edini tujec. Tim, v katerem sem, je izredno pisan z tega vidika. Recimo imamo nekaj Američanov, Evropejcev, Azijcev in podobno velja za celotno Silicijevo dolino, za Google in ostala podjetja, kjer in podjetja pretežno cenijo to raznolikost, zato ker več ljudi ima več idej in tudi sodelovanje je kljub temu precej dobro. Nihče ne gleda na to, kdo si, od kje si, zgolj na to, kaj narediš in kaj dodaš podjetju. Ali se strinjate, da gre pri vas za beg možganov? Kaj je pravzaprav narobe s Slovenijo, z našim šolskim sistemom, vsaj kar se vaše panoge tiče? Vsaj na mojem področju, kar jaz vidim, je pretežno to, da ni dobrih priložnosti v Sloveniji. Recimo v Združenih državah, kjer sem sedaj, lahko v enem tednu najdem 5 dobrih podjetij, ki bi me sprejela. V Sloveniji je izbira izredno omejena. Delamo nekaj dobrih stvari, ampak skupine so dokaj majhne
in ni priložnosti za neko veliko rast ali za pač izbire, kjer bi lahko dovolj ljudi v Sloveniji uspevalo na tem področju. Ali ste v tem času, kar ste v Ameriki, dobili vendarle kakšne mamljive ponudbe iz Slovenije, drugačne kot takrat na začetku? Ponudbe pač še vedno poskušamo ohranjati stike. Ponudbe iz Slovenije imajo pač drugačen okus kot ponudbe v tujini, v tem, da pač slovensko okolje mi še vseeno, kljub temu, da sem že nekaj časa v tujini, precej pomeni. Tako da pač, če bi se vrnil, kar mogoče se bom, bi se vrnil zato, ker pač imam rad slovensko okolje, plus teh nekaj skupin, ki so v Sloveniji, vseeno počnejo stvari na nivoju. Morda še samo košček vašega zasebnega življenja. Imate zelo zanimiv hobi, kontrasten se zdi vašemu poklicu, vašemu pretežno, predstavljamo si, sedečemu delu. Lahko poveste, kaj je to? Ja, pač v prostem času se izredno rad vozim z mojim motorjem, ki mi je pač nekakšna sprostitev od dela. Recimo, čez teden delam v službi pretežno mentalno, čez vikend se potem lahko fizično malo sprostim na mojem motorju, kjer tudi trenutna lokacija, kjer živim, je idealna za to, ker... Kje živite? V Mountain View, v Silicijevi dolini, kjer je kalifornijsko vreme in se pač da celotno leto, tudi decembra, januarja, voziti z motorjem. 3 leta vas ni bilo sedaj v Sloveniji. Kaj bi bil vaš nasvet za vse ambiciozne, odlične študente, ki bi si vendarle želeli priložnosti tako doma kot na tujem? Zdi se mi, da najpomembnejša točka je to, da se je treba zavedati, da priložnosti so. Tako v tujini, kjer je pač potrebno znanje jezika, ampak če znamo jezik, se da najti priložnosti tako v Evropi kot v Ameriki. Prav tako pa mislim, da so tudi priložnosti v Sloveniji, ampak pač zahtevajo bolj entreprenerski pristop. Pač, po mojem so priložnosti v Sloveniji, da zgradimo nekaj novega, je pa pač na ljudeh, da pač stopimo k temu in nekaj naredimo. Najlepša hvala za vaš obisk v našem studiu, veliko uspeha še naprej. Ja, hvala tudi vam.